Pogovori. Jezikovni pogovori. V zgodovino človeštva se je mogoče ozreti tudi skozi jezik. V kakšno preteklost se je mogoče ozreti skozi aramejski jezik, jezik babilonskega, asirskega in perzijskega imperija, jezik, ki ga je govoril Jezus Kristus. Gost oddaje Aljaž Krajnc, katedre za svetopismo in judovstvo. Dober dan. Dober dan, lep pozdrav in hvala za povabilo. Kaj je odzvanje v aramejskem jeziku, kakšna preteklost? Torej, aramejščina, kot ste že povedali, je jezik, ki so uporabljali kot uradni jezik tako v asirskem, babilonskem in perzijskem imperiju. Njeni najstarejši zapisi segajo v 9. stoletje pred Kristusom. Aramejščina pa se na Bližnjem vzhodu uporablja še danes. Torej gre v nekaterih vaseh, seveda gre za neke manjšine. No, in torej gre za jezik, ki nam daje vpogled v več kot 3000 let zgodovine. Daje nam vpogled v padce velikanskih imperijev, daje nam vpogled v rojstvo novih imperijev, daje nam vpogled v rojstvo novih religij, daje nam vpogled v krščanstvo, v judovstvo, daje nam vpogled v predkrščanske religije, ki so obstajale na tistem področju. Tako da je to v bistvu jezik, ki nam v grobem daje pogled skoraj da v celotno zgodovino Bližnjega vzhoda v zadnjih 3000 letih, kajti dejansko so tudi aramejci, govorci aramejskega dialekta sirščine bili tisti, ki so popisali osvajanje islama in nastop islama in tako dalje. Tako da to je eden izmed ključnih jezikov za preučevanje zgodovine Bližnjega vzhoda. Kakšen je najstarejši zapis v aramejščini? O čem piše? Najstarejši zapisi v aramejščini so monumentalne inskripcije oziroma neke kamnite stele, temu rečemo v literaturi, ki so jih napisali vladarji, da so bodisi ovekovečili svoj velik militarni dosežek, bodisi so nekateri napisi oziroma stele posvečene tudi pogodbama med dvema kraljema. Skratka, prvi zapisi aramejščine v 9. in 8. stoletju pred Kristusom so povezani z političnimi dogodki in so bili zapisani v ta namen. Seveda pa tudi v tistem času politični dogodki in verski dogodki niso bili ločeni, tako da dejansko gre za neke tako verske kot za politične zapise. In kaj piše na tem enem izmed najstarejših zapisov, naprimer? Enen izmed najstarejših zapisov je stela iz Safire, to je v današnji Siriji, in v tej steli dva vladarja, dva kralja skleneta sporazum o tem, da se ne bosta napadala. In na začetku torej imamo sporazum, da se ta in ta kralj ne bosta napadala, potem sledijo blagoslovi, ki bodo prešli na ta kralja, ker bosta to izpolnjevala, temu pa sledijo tudi prekletstva, ki bodo doletela vsakega izmed kraljev, če se tega ne bo držal. In ta prekletstva zasedajo večino tega napisa in so naprimer ena izmed takšnih primerov je, da tisti kralj, ki bo prekršil ta sporazum, naj mu krave v vsem njegovem kraljestvu ne dajo mleka 7 let. To je naprimer eno izmed takšnih prekletstev. To gre za neke zapise, ki so povezani s političnimi dogodki in ki so povezani tudi z nekimi verskimi predstavami o pomembnosti teh političnih dogodkov. Aramejščina se je najbolj razširila s perzijskim imperijem. Zakaj so Perzijci za upravni jezik določili ravno aramejščino? Da odgovorimo na to vprašanje, moramo iti malo tlje v zgodovino, še pred perzijski imperij, ko sta bila na področju Bližnjega vzhoda dominantna najprej asirski, nato pa babilonski imperij. In za časa asirskega imperija so se govorci aramejščine vključili v trgovski aparat asirskega imperija. In aramejščina je imela to prednost, da je bila neprimerljivo lažja za naučiti kot akadščina, ki je prej služila za uradni upravni jezik.
Kajti aramejščina je napisana v abecednem sistemu, medtem ko je akadščina napisana v klinopisih. In verjetno je prav zaradi tega aramejščina postala jezik trgovcev v Asirskem imperiju, toda in tako Asirski kot Babilonski imperij, v katerem se je verjetno aramejščina uporabljala na področju njihove oblasti, nista izvedla procesa unifikacije tega jezika. To se je zgodilo s Perzijskim imperijem. Že v prvih desetletjih Perzijskega imperija je verjetno prišlo do unifikacije aramejskega jezika in nastanka temu, čemur v literaturi pravimo imperialna aramejščina, ki se je dejansko uporabljala kot upravni jezik vse od Indije pa do Egipta, torej pač to eno ogromno območje in pravijo tudi, da je aramejščina ena izmed, da takrat je bila dejansko aramejščina lingua franca takratnega sveta. In kaj se zgodi s to lingvo franco, ko Aleksander Veliki porazi Perzice? Zdaj, če si predstavljamo, da so na vsem tem področju imperialno aramejščino uporabljali kot uradni upravni jezik, se z vdorom Aleksandra Velikega in s koncem Perzijskega imperija se zgodi predvsem to, da ni več neke avtoritete, ki bi lahko rekla, ki bi lahko povedala, kaj je knjižna norma. In dejansko imperialna aramejščina se ne uporablja več, oziroma več ni nikogar, ki bi lahko določil, kaj je imperialna aramejščina in kaj to ni. Ampak kljub temu, da več ni bilo tega avtoritete Perzijskega imperija, je se še aramejščina uporabljala na vsem tem območju. Ni bila preganjana. Ni bila preganjana, seveda ne. Čeprav je pač z vdorom Aleksandra Velikega seveda pride do grškega vpliva, toda imperialna aramejščina ima vpliv na vse ostale aramejske dialekte, hkrati pa kar se zgodi je to, da se kot knjižne norme pojavijo lokalni dialekti aramejščine, ki so jih govorili na vsem tem območju. Kajti, čeprav je bila imperialna aramejščina v Perzijskem imperiju knjižna norma, to ne izključuje tega, da so na nekaterih območjih prebivalci govorili med seboj dialekt. Prišlo je do pojava diglosije, ko imamo en uradni jezik, zraven pa prebivalci govorijo dialektu. Nekaj podobnega, kar imamo danes, naprimer, tudi v Sloveniji, ko dejansko imamo knjižno slovenščino, to da prebivalci v različnih pokrajinah ne govorijo knjižne slovenščine, ampak govorijo do enega izmed dialektov. No, in ti dialekti so s tekom časa postali, če so bile okoliščine za to ugodne, so ti dialekti po nastopu Aleksandra Velikega postali knjižna norma. Najbolj znan govorec aramejskega jezika pa naj bi bil Jezus Kristus. Ali je dejstvo, da je Jezus Kristus govoril aramejščino in zakaj ravno aramejščino? Ja, Jezus Kristus je, mislim, da lahko z veliko gotovostjo rečemo, da je Jezus Kristus govoril aramejščino. Zdaj, iz česa vemo to, predvsem iz zapisov Nove zaveze, iz izrazov v Novi zavezi, ki jih grški pisci niso prevedli, ampak so jih pustili v izvirniku, ki naj bi ga izrekel Jezus. Dejstvo je, da je Jezus govoril aramejski dialekt, to vemo iz tega, ker so pač kasnejši pisci uporabili njegove besede, ki bi jih naj izrekel in jih niso prevedli. Te besede so na primer talita kum, deklica vstani, to je pač aramejskega porekla tale beseda, potem efata, Jezus je odpri se, potem tudi Jezusov krik na križu, Eli, Eli, lema sabachtani, predpostavlja aramejščino. Torej, Jezus je gotovo govoril aramejščino, vprašanje je, katero aramejščino, in tukaj dejansko verjetno imamo z temi Jezusovimi besedami v Novi zavezi dober pogled v to, kakšna aramejščina se je govorila v Galileji tistega časa. Kajti Jezus je bil v Galilejec in če primerjamo, naprimer, predvsem pri glagoru efata, če ga primerjamo z imperialno aramejščino, vidimo, da je prišlo do nekaterih jezikovnih sprememb. Odpadle so grlene črke, prišlo je do asimilacije T-ja v P in potem je bil ta P izgovorjen kot F. Torej, to so vse spremembe, ki so značilne za Jezusov dialekt aramejščine in da dajo, pač novozavezni spisi nam dajo izvrsten vpogled v to, kako se je dejansko jezik govoril v Galileji v tistem času, pač en bežen vpogled v to. In še vedno lahko te besede, ki ste jih omenili, slišimo v cerkvah, kajti v evangelijih so te besede navedene v izvirniku. Bi nam mogoče lahko v aramejščini povedali molitev Oče naš?
celotno molitev Oče naš. Ali pa del. lahko začnem z uvodom, torej Oče naš, ki si v nebesih. Abund bašmajo net kadeš šmoh. To je bilo Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Tako bi v sirščini, ki je dialekt aramejščine, izrekli molitev Oče naša. Ali imate še kakšne priljubljene izreke v aramejskem jeziku, ki bi jih lahko povedali, da naši poslušalke in poslušalci slišijo, mogoče še kaj več v aramejskem jeziku? Lahko preberem morda prvi vers iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, ki je bil preveden v sirščino. To prevod Nove zaveze v sirščino to so ene izmed najstarejših besedil v sirščini in so nastale že dokaj hitro, 2., 3. stoletje. Sirščina je pa seveda... Sirščina je dialekt aramejščine. Torej, sirščina je dialekt aramejščine, ki se je govoril v okolici Edese, to je na meji med današnjo Sirijo in Turčijo, in je dialekt, ki se je širil predvsem preko pokristjanjevanja ljudi. In je dejansko, če zberemo, dejansko danes je 90% aramejskih besedil napisanih v sirščini, torej v tem specifičnem dialektu aramejščine, ki ga ne smemo zamenjati z sirščino kot dialektom arabščine, ki ga danes govori v Siriji. Torej sirščina je dialekt, ki se vse od 8. stoletja po Kristusu, ko je nastopila arabščina, več nima naravnih govorcev. In tale vers, Pavlov vers, v katerem pravi, če bi govoril angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem nič vreden. Tale vers bi v sirščini zvenel takole. En bekul lešon dbnaj našo emalel, wabar malake, wehuv lo nehwe bi, huit li nhošo de oem, au sislo djoheb kolo. Torej, če bi govoril vse človeške jezike in jezike angelov, ne bi pa imel ljubezni, bi bil kot nezveneč bron ali pa kot cimbala, ki daje glas. Nekaj takšnega bi bil prevod sirščine. Torej, to besedilo, ki ga verjetno poslušalci poznajo. Kolikšni meri pa so kristjani govorili aramejščino oziroma to sirščino? Največ kristjanov je govorilo sirščino in dejansko med 3. stoletjem in med recimo 7. 8. stoletjem je bilo veliko orientalskih kristjanov, naravnih govorcev sirščine. Torej sirščina je bila njihov materni jezik. In sirske cerkve so dejansko okrog leta 700 je sirska cerkev predstavljala tretjino takratnega krščanskega sveta. Torej ogromna količina ljudi, ki je govorila sirsko aramejščino, so pa kristjani govorili aramejščino tudi v Palestini. Torej, sirščina je dialekt aramejščine, ki se razvija v Edesi, medtem ko pa se je drug dialekt razvil v Palestini in tisti dialekt imenujemo krščanska palestinska aramejščina in je drugačen od sirščine. In tudi ta dialekt so kristjani govorili, najverjetneje vse od začetku krščanstva, pa vse tja do 7. 8. stoletja, kot aramejske dialekte večinoma nadomesti arabščina kot praktično uradni jezik v islamskem kalifatu in tudi kot počasi arabščina postane materni jezik velik del kristjanov. Ne pa vseh. Še vedno so večina govorcev aramejščine, neoaramejščine, torej aramejščine, ki se govori po Bližnjem vzhodu še danes, je kristjanov. In to so pač kristjani, ki nikoli niso nehali govoriti aramejsko. Prebrali ste nam enega izmed najbolj znanih odlomkov iz Svetega pisma. Sicer pa vsi jeziki imajo zgodbe, ki se prenašajo iz roda v rod, katere so še danes najbolj razširjene aramejske zgodbe. Ena izmed najbolj razširjenih aramejskih zgodb je gotovo zgodba o Ahikarju. To je zgodba o aramejskem vizirju oziroma uslužbencev na asirskem dvoru. Ahikarju. Izvor te zgodbe moramo postavljati v čas asirskega imperija. In je pa zelo značilno za tale zgodbo, da se je kasneje
popularizirala in je bila znana praktično po celotnem Bližnjem vzhodu. In njene odseve imamo pač obstajajo recenzije Ahikarjeve zgodbe v vsaj 10, morda 15 jezikih in to še pred pojavom tiska. O čem pa govori ta zgodba? Ta zgodba govori o vizirju na asirskem dvoru, ki mu je bilo ime Ahikar, ki je bil zelo moder in razumen in tako dalje, ampak edin problem, ki ga je imel, je, da ni imel otroka. In zato je sina svoje sestre posvojil in ga pripravljal za službo vizirja. Tale sin, ki mu je bilo ime na dan, Ahikarja izda in prikaže Ahikarja v zelo slabi luči pred kraljem in kralju kaže, da mora Ahikarja umoriti, na kar si Ahikar po poznanstvih, ki si jih je ustvaril na asirskem dvoru, reši življenje in dejansko ga kralj rehabilitira potem, ko pride kraljestvo v eno veliko stisko in je Ahikar kot najbolj razumen mož edini, ki lahko reši kraljestvo. Skratka, gre za, in na koncu Ahikar kaznuje tega svojega sina Nadana. Skratka, gre za zgodbo, ki govori o nevarnostih življenja na dvoru. In zaradi tega so jo ti dvorni uradniki verjetno zelo radi brali, ker je bila pač zgodba, ki govori o njih, ki govori o tem, kakšne kvalitete naj imajo, da preživijo na dvoru. In zgodba je mimogrede tudi podlaga za grško zgodbo Ezopovo življenje. Torej pač grška zgodba Ezopova življenja je grška različica Ahikarjeve zgodbe. Torej nekatere zgodbe oziroma teme ostajajo enake skozi čas. Ja, to izgleda, da govori o nekih univerzalnih vzorcih, ki so nagovarjali številne ljudi. Aljaž Krajnc, najlepša hvala za ta pogovor o aramejskem jeziku oziroma nekaterih zgodbah, ki jih prinaša aramejski jezik. Hvala vam za povabilo. Za tehnično izvedbo oddaje poskrbel Vladimir Jovanovič, pogovor sem vodil Aleksandar Čobec. Srečno!